Z željo o korektnem poročanju in zanesljivih virih novinarji potrebujejo čas. Pri ekskluzivnih temah, ki privabljajo medijske odjemalce in zaradi uredniške politike, pa večkrat stori napako, ki je lahko načrtna ali nenačrtna. Kritična javnost in tisti, ki se počutijo oškodovane, se lahko s pritožbo obrnejo na častno novinarsko razsodišče, ki zadevo preuči ter na koncu poda svoje mnenje. Novinarski ceh je razdeljen na dva novinarska združenja. Prvi je Društvo novinarjev Slovenije, drugi pa Združenje novinarjev in publicistov, in to je svetovno-nazorsko razdeljeno. Prvi so liberalno levo usmerjeni in drugi tradicionalno desno. Tako imajo oboji zelo pomembno vlogo. Namreč skrbi za to, da ta samoregulatorni model, ki ga skušamo imeti v Sloveniji, poskuša delovati. Je pa problem zaradi tega, ker vsi iščemo neke hitre rešitve na kompleksne probleme, da se veliko preveč, bom rekel kar upanja, polaga samo v novinarsko častno razsodišče. Kar pomeni, da vsi oziroma da javnost pričakuje, da bo zdaj častno razsodišče samo od sebe rešilo vse probleme, kar ni res. Častno razsodišče je samo en od elementov v celem sistemu. Tukaj so še klasična sodišča, tukaj so še oglaševalci, tukaj so še bralci oziroma medijski odjemalci in vsi ti bi mogli opraviti svoj del nalog, zato da bi ta sistem funkcioniral. Zaradi kršitev ali domnevnih kršitev novinarskega kodeksa se je na štajerskem koncu od leta 2001 na častnem novinarskem razsodišču največkrat pojavil časnik Večer, njihovi novinarji ter odgovorni uredniki. Kodeks novinarjev so kršili 14-krat. Mediji kot so BKTV, Maribor Info, MB Report pa do sedaj še nikoli. Za iskanje pravice oziroma reševanje problematičnih medijskih praks pa naj gre za objavljanje laži ter nepotrjenih dejstev je odgovorno za častno razsodišče. Velikokrat se izkaže, da se novinarski kodeks krši. Kot reakcija na te kršitve, na te ugotovljene kršitve ne zgodi nič. Se pravi, novinar v najboljšem primeru se, da ne rečem, 2 dni sekira ali pa še to ne, ampak potem pa ni nobenih finančnih sankcij, nobenih sankcij na delovnem mestu, nobenega odziva z drugih strani. Jaz bi si recimo želel, da bi vsaj te veliki oglaševalci, ki de facto financirajo medijsko poročanje, da bi se malo sprehodili čez te razsodbe častnega razsodišča in pogledali, za katere medije je največkrat ugotovljeno, da imajo probleme z zagotavljanjem nekega kvalitetnega poročanja in da bi se tudi oglaševalci do tega opredelili, da bi se tudi mogoče bralci malo zamislili nad tem, kakšne medije spremljajo, kje so problemi, zakaj so problemi in da bi potem lahko tudi oni potegnili neke poteze ali pa ugotovitve, spremenili svojo, da rečem, medijsko dieto in tako naprej. Po besedah Saviča imajo slovenski mediji že dlje časa težave s tem, da ne vedo, ali so novinarji ali prodajalci informacij. Ali so to še zmeraj mediji kot četrta veja oblasti, ki zagotavljajo informiranje javnosti in ki skrbijo za to, da smo obveščeni o pomembnih dogajanjih v naši družbi, ali so to preprosto podjetja, ki služijo s preprodajanjem nekega blaga, v tem primeru so to novice. Za komentar smo prosili tudi glavnega odgovornega urednika Večera Matijo Stepišnika, vendar ta pred kamere ni želel stopiti in po telefonu je povedal, da omenjene teme ne želi komentirati. Teme, o katerih mora biti javnost obveščena, so tudi spremembe lastništev medijev v zadnjih nekaj letih, da novinarski ceh potrebuje 2 častna razsodišča oziroma društva in še zlasti dileme medijev, ali naj bodo oziroma so četrta veja oblasti, ali so zgolj prodajalci ali zvočniki oglaševalcev lastnikov. To pa informirani medijski odjemalci morajo vedeti, vendar mediji, kot v tem primeru Večer, ne želijo ljudem pojasniti oziroma sodelovati v diskusiji. Razprava pa je več kot očitno zelo potrebna.